Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na planetu, kjer začenjamo našo nogometno druženje. Pestro bo danes, kajti v Domžalskem športnem parku bomo priča tekmi, kjer Domžalčani lovijo svojo prvo domačo zmago med asistenti. Oziroma so med asistenti 4 nogometaši, zdaj pa napad Domžalčanov, lepa podaja do Slobodana Vuka, Slobodan Vuk in brani vratar Adam. Kotlini z Domžalčani, no Bongongvi, oteka sever, Bongongvi s predložkom v kazenski prostor, malo je manjkalo, tam je bil pri žogi tudi. Podaja v kazenski prostor Bongongvi, pa dobro v obrambi zdaj Domžalčani. Sever je pri strelu, Sever in prečka rešuje zdaj Domžalčane. Imajo svojo igro, ne popuščajo, tako da spremljamo kar atraktiven napadalen nogomet, tako na eni kot na drugi strani. Na to ga je pot peljala tudi v Ankaran, pa v Dekane. Nazaj v Koper, no zdaj pa priložnost in 1-0. 1-0, Slobodan Vuk. Slobodan Vuk trese mrežo v 36. minuti. In zdaj bodo malce lažje zadihali Domžalčani. Tretji gol za Slobodana Vuka. Poglejte, lepa podaja Senijada Ibričića. Obe ekipi imata po 27 danih golov v tej sezoni, mi pa čakamo na naslednjega v Domžalah. Ali je tukaj priložnost za izenačenje na 1-1 in nesporazum Stančiča in Sikimića. Prekinitev na prosti strel, no tukaj je morda zdaj priložnost, da pride do izenačenja in malo je manjkalo. Azinović, Karič, tudi Pišek tam. Predložek v kazenski prostor in dobro je meril Jakupović, pripomb in morda kakšnih ostrih opask sklopi Domžalčanov in zatorej rumeni karton za Darka Karapetrovića. No, v tej sezoni pa zdaj priložnost Mujana preko gola. Štor je član Dinama iz Drezna, ki zaseda 13. mesto, no, vodilni pa je Hamburger Sportsverein. Zdaj priložnost Jakupović in tam rešuje. Še dobre pol minute do konca sodnikovega dodatka v Domžalah. Zdaj tam teče Mujan s predložkom Jakupović. Ali ima Jakupović gol za 2-0? Ja, boj do zadnje minute. Ekipo Tabora dobro poznam, vem, da je zelo kvalitetna, zato sem pričakoval tudi tako tekmo težko. Po priložnostih sicer moram reči, da smo mi danes zapravljali res nemogoče zadeve in v prvem polčasu in potem iz kontranapada v drugem polčasu, ampak to je posledica nekega krča, mi točke moramo nabirati, pa včasih tudi na silo. In v drugem polčasu smo padli v igri in nismo več igrali od noge do noge. Pač omogočali ekipi Taborja, da je naredila pritisk, ampak po drugi strani je pa to po dolgem času spet tekmo, v kateri mi nismo prejeli zadetka. Obenem ustavili po moje najboljšega strelca, najboljšega napadalca v ligi, tako da po drugi strani moram reči, da sem zadovoljen. Vsekakor je pa treba še ogromno na sami igri narediti. Res je, nekako že samega začetka take, videla se pač pomembnost tekme, se pravi, obojni želimo točke, tu smo, da se izognemo nekako tega spodnjeg doma. Kot ste dali, poškodba, smola, tudi neko vratnico, ampak mislim, da so Domžale bile boljše za ta zadetek, imeli so tudi priložnost, prej počas boljšo, mi pa nekako v gosti ne uspemo sestaviti dobre tekme, težko prijavimo do priložnosti, se nekako malo bojimo igrati, ampak treba delati, 14 dni je pred nami in Maribor, se pravi, treba popravljati napake in iti naprej.